Leto in pol stara Jerca je ena najmlajših ujetnikov žledu in snega na Jezerskem. Pa prije taka situacija pa ni prijeta, no. Takole, ko otrok zboli, pa si odvisen od drugih, ampak so ful dobro poskrbeli za nas, tako da fajn. Ste slovenski vojaki veseli, da lahko pomagate? Vojska je očistila pot, ki Jezersko povezuje s preddvorom. Po njej pa vozijo valuki in v kraj vračajo normalno življenje. To je kar precej težavno, ker pač ne moreš priti v dolino do zdravnika in vojska res nam omogoča precej dobre povezave. Vojska je v teh razmerah postala taksi služba ter glavni skrbnik, da Jezerjani niso lačni in prezebli. Mi v bistvu samo razvažamo osebe in pa material, prehrano, agregate, električni material in podobno. Ter vmes mimogrede očistijo cesto, ko nanjo letijo debla. 20-kilometrska pot do Jezerskega nikakor ne teče gladko. Vsake toliko se je treba ustaviti, da se porežejo drevesa, ki padejo na cesto, nato se pot nadaljuje. Na Jezerskem je najhujše mimo. Za zdaj. 50 let pa še nikoli ni bilo tako. V teh koncih to še jaz ne pomnim, da bi kdaj bilo. Tisto je bilo pa kar par dni mraz, ni bilo kurjave, ni bilo nič v bistvu. A v vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega. Malo preveč smo razvajeni ljudje. Je treba bolj racionalno z vsmo delati. Navkljub uspešni intervenciji Slovenske vojske pa težav na Jezerskem še zdaleč ni konec. Narava je to zimo pokazala svoj nemili obraz, treba jo bo krčiti. Treba bo sanirati ta drevesa, bo treba nekako z eno strokovno pomočjo, bo treba eno odločitev sprejeti pa to posekati. Pa ogromno zdaj teh problemov ratov, ker se vse dol podira. Tudi če popravijo, recimo se sprotjem nazaj podere. Domačini pa se lahko ob Slovenski vojski zanesejo tudi in predvsem nase. Mi smo na vas moramo biti enostavno povezani, moramo živeti drug z drugim, ker vsi vse poznamo. Dokler Jezerjanom tega znova ne prepreči mati narava.